o kokošju smo govorili, potem smo govorili tudi o prežganki, o korenjevi juhi in danes bomo govorili o januarskih juhah. In to so pa res nekaj posebnega. In za januarske juhe nikoli ne sme manjkati zelnate glave, lahko tudi kislega zelja, potem tega ohrovta, ki ima zelo lepe zelene liste, potem ima tole, da je tudi vse te zunanje, potem ne sme manjkati porov, noben dan, in ne sme manjkati pastinaka, imamo danes prekrasen pastinakov čips, no in ne sme manjkati koren in peteršilj. In to so cel januar, moramo to tudi jesti. Veš, Marija, zanimivo se mi zdi, ko govorimo o pripravi juh sveže zelenjave januarja, pomislimo za januarja, kot lahko vidimo, je še vedno dovolj zelenjave, da pripravimo različne vrste juh. Narava je pravična. Točno to, kar je ostalo od prej, smo pač pobrali, to je tisto zdaj, kar moramo jesti. Ampak juh pa imamo tukaj, mislim, da je enih 20 specialnih. Ti veš, kaj je smokavc slučajno? Smokavc. No, toliko juh, da bomo tukaj, jaz nas rečem. Kaj so to vprašanja zastaviš, Marija? Jaz mislim, da bomo nahranili celo tržnico, potem bomo nahranili tudi vse mimoidoče in vidim, da kar ljudje prihajajo. Tule imamo res polne lonce različnih juh, tudi ričetu, kakšno rečemo. Če ste kje v bližini, potem pridite na ljubljansko tržnico, se boste pogreli. Poleg tega boste lahko izbirali tudi glede na vrsto morebitnih zdravstvenih težav, ker odvisno od tega, kaj imamo v juhi in katere sestavine zaužijemo, potem tudi vplivamo na funkcije v našem telesu. Jaz bi rekla, vse te sestavine, ki jih imamo tukaj, vplivajo na to, da pravzaprav vsi prebavni organi boljše začnejo delovati, da se prenovimo, poleg tega pa tudi vplivajo na, bom rekla, tudi na prečiščevanje, to je res, in tudi na kakšen miligram se tudi shujša. Bodiva zdaj zelo konkretni, sem že pri gospe Veri, ki pripravlja nekaj iz zelja. Ja, zelnate glave, jo čistimo s tržne stran, narežemo, damo to zelje kuhati, posebej. A smem sam to praviti? Smukavci zato, ker se posmuka. Ja, samo rečemo tukaj, kar je tukaj bolj tenki, ga lahko daš štešanje. Posebej damo pol kuhati krompir. No, pošlo. Solimo. In kaj je kuhano, vsako posebej. Krompir zmačkamo. Damo k zelu, zelja tukaj odcedimo, ni biti voda, ta voda pa ostane. Pol pa zapilimo še iz domačne asvetke. Pa še malo tako kuho. Marija bo pri omembi v cirku, še pripričana sem. Lahko se ta cirka to je sploh navadi. Rada povedala, da v tem mestu karkoli imamo, torej ali je to zelje, takšne zelje, ali vzemimo zunanje liste. Vedno. Ker to ima resno veliki vpliv na naš želodec, seveda tudi lahko tudi surovo jemo. In pa še enkrat sem rekla, da takega zelja absolutno bakterije v želodcu ne prenašajo. Marija, o zelju smo veliko že povedali v enem od prejšnjih vklopov. Zelje ima zelo veliko mineralov, vitaminov in je res odlično živilo. Tule smo pa že pri korenčkovi juhi, a ne gospa Marjetka, kaj so pa sestavine poleg korenja v vaši juhi? Poleg korenčka, ki je v takem obdobju zelo pomembno, polno vitamini in minerali, je seveda noter tudi zelena, ki je kraljica teh zelenih, takole damo pomol, narežemo skupaj s korenčkom in seveda tudi liste, ki jih potem malo kasneje damo.
Kako se kuha? Kuha se tako, da jo probamo, ni časovno omejeno, kajti korenčki so zelo različni. Če so domači, so zelo kompaktni, rabijo malo več kuhanja, medtem ko so tudi zeleni, pa malo manj. Je pa to zelo dobro, lahko prebavljivo in za želodec odlično. Jaz bi dodala, zelena je tista, ki spodbuja v naših jetrih, da se encimi razstrojni začnejo sploh tvoriti. Torej zelena je, bom rekla, res tista, ki bo resnično še bolj pomagala pri našem prečiščevanju. In tudi povzroča, da se prebavni sokovi več izločajo in tudi pH v želodcu uravnava. Ampak imate tudi por. Hitro. Tudi por, seveda por, ki izhaja že iz davnih rimljanskih časov, pa stare Grčije in pravi, da pred porom moramo klobuk dol dati, da se preklonimo pred njim, kajti to je odlična zelenjava, koristna, polno mineralov, sluzi, kar povzroča, da prebavni sokovi še bolj delujejo in premešajo naše hrane. Odlično, zdaj smo pa tudi pri ričetu. Mojca, sestavine dobrega ričeta so? Sestavine so pač ješprenj, korenček, krompir in pa fižol. In pa ne sme manjkati dobro suho meso domače, kakšna klobasa, tako da to te zelo okrepi. Ja. In jaz mislim, da tako diši, a ne? Da bo tudi za kakšnega, da bo tudi Katja probala, pa da bo še kilogramček. Neznansko se veselim, da poskusim ričet. To je hrana, ki je meni zelo všeč. Danes bomo poskrbeli, da ne bo nobeden lačen v Ljubljani. Glejte, lahko dodamo, poglejte, je noter ječmen, oziroma ješprenj, bo prečizle, je korenje, je zelena, je peteršilj, je česen, torej vse tisto, kar mi danes res potrebujemo in ričet je pa, včasih se pesem bil šolikarno. Drage dame, Marija, bodi dovolj za uvod. Kmalu se oglasimo ponovno, tudi z možnostjo, da nas kaj pokličete in povprašate. Predvsem pa ta hip velja vabilo, če ste v bližini, pridite na odlične juhe, poveste, kaj vam je, ali pa pogledate, kaj vam je najljubše in dobite svojo porcijo. Pa nasvidenje za